Dobar dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je poslanka, gospa Meira Hot iz poslanske skupine Socialnih demokratov. Lepo pozdravljeni, gospa Hot. Lepo pozdravljeni. Vi prihajate iz volilnega okraja Piran. Tako je. Pa me zanima, na kakšen način ste povezani z svojimi lokalnimi sveti, svojim volilnim okrajem, sploh z vasmi, z kraji. Ja. Torej, kot ste sama rekla, prihajam iz Pirana in sicer sem bila v Piranu tudi 7 let podžupanja in občinska svetnica. Torej, moj prvi angažma je bil ravno v lokalni politiki, zelo aktiven. In moram reči, da ostajam občinska svetnica. Ponovno sem bila izvoljena v občinski svet občine Piran, predvsem iz razloga, ker sem želela ostati povezana in seznanjena z lokalnimi problemi. Namreč, če sem v politiko na državnem nivoju vstopila ravno iz razloga, ker sem videla neko diskrepanco in manjko povezave med lokalnimi skupnostmi in centrom odločanja v državnem zboru. Ugotovila, da rabimo malo močnejši glas v Ljubljani, če smem tako povedati, in to tudi uresničila. Tukaj zelo, zelo aktivno delam na reševanju ključnih projektov, ki jih ima občina Piran v tem kontekstu tudi v Ljubljani, kjer imajo glavne težave, poleg seveda vsega ostalega dela. Tudi moram povedati, da smo mi istrski poslanci se povezali tudi v poseben klub istrskih poslancev, kjer želimo tudi biti nek most med državo in Istro v kontekstu celotne regije. Tako da ostajam zelo, zelo povezana z lokalno skupnostjo in aktivno tudi v moji občini, v moji matični občini. Imate kakšno posebej dobro prakso iz svojih let kot poslanka? Kot poslanka. Jaz sem poslanka šele od junija, to je moj prvi mandat. Tako da z neko prakso se že ne morem pohvaliti, lahko povem, da se zelo trudim biti glasna preko poslanskih vprašanj. Moram reči, da ima vlada tudi velik posluh za ključne težave. Ena izmed takih v občini Piran je na primer ureditev Jernejevega kanala, ki v bistvu mi štejemo za neko nacionalno težavo, za neko nacionalno sramoto, ne samo za občinsko. In tu je na primer in nekdanji in sedanji minister za okolje, oba dva sta pač prisluhnila tem težavam in zelo aktivno pristopila k reševanju le-teh. In na ta način vidim, da se da. Ključen je dialog, ključno je seznanjati z težavami in ključno je pač kot poslanec biti tudi aktiven v svoji lokalni skupnosti. Res je, hvala. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? Primarno je zame vsaka demokracija demokracija. Strankarska je po mojem mnenju nekoliko bolj razvita. Sama prihajam iz stranke, ki ima zelo dolgo tradicijo, torej Socialni demokrati imamo zelo dolgo tradicijo in pozdravljam v bistvu neko strukturirano delovanje, ki pa je zelo, zelo odprto. Tako da mislim, da strankarska demokracija zna biti veliko bolj primerna za uveljavljanje na nekem državnem nivoju, kot morda nestrankarska, ker vseeno rabiš strukturo, rabiš znanje, rabiš sodelovanje, ki ga v neki stranki s tradicijo veliko lažje dobiš, kot morda neki izven. Seveda pa pozdravljam vse oblike demokracije, na tem temelji naša ureditev. Hvala. Kakšno je pa vaše stališče glede reprezentativnega mandata, glede na 82. člen Ustave RS in glasovanju po prepričanju stranke? Je to za vas reprezentativni ali imperativni mandat? Pa se vam zdi, da je vaš mandat volivcev, ki so vas izvolili, ali mandat stranke? No, absolutno sem pri svojem mandatu vezana na volivke in volivce in seveda se ravnam primarno po svoji vesti. Ampak izvoljena sem pa bila preko liste Socialnih demokratov, zato se mi zdi malo dvolično negirati to dejstvo. Mislim, da treba se vprašati, zakaj sem izbrala socialno demokracijo. Zato, ker sem si želela, ker sem po svojih principih in načelih se našla v načelih te stranke in jih želim tudi udejanjati. Torej, seveda si vezan na mandat, ki so ti ga zaupale volivke in volivci, in si kot poslanec vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Kljub temu pa sem poslanka Socialnih demokratov in si želim preko svojega dela uveljavljati program stranke, katerega sem na koncu tudi predstavila volivkam in volivcem
ki so ga prepoznali kot dobrega in mi zato zaupali svoj mandat. Tako da zadeva absolutno ni enoplastna. Ja. Moram pa povedati, da znotraj svoje stranke še nisem doživela, da bi mi kdorkoli rekel, moraš tako in tako glasovati. Vselej, to je tisto, kar najbolj pozdravljam pri nas, je ravno ta komuniciranje, dialog in nikoli še nisem doživela, da bi morala glasovati kakorkoli zoper svojo vest. Tako da mi smo znotraj stranke zelo, zelo demokratični. Krasno. Hvala. Hvala. Je morda še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Morda bi vas vse pozvala, da bodite čim bolj aktivni v dnevni politiki. Politika namreč kroji vse pore družbenega življenja in se morda niti ne zavedamo, kako zelo smo vezani na politiko. Predlagam, da se angažirate na lokalni ravni, da svoje želje in interese uveljavljate bodisi preko svojih lokalnih predstavnikov, bodisi preko poslank in poslancev, ki so vaš glas v Ljubljani. Hvala in srečno. Hvala lepa, gospa Hot. In hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje v naslednjem intervjuju.